Na Mount Everestu te lahko tudi, če narediš vse prav, še vedno ubije. Don Cash je to vedel. Bil je kmečki fant iz Ohaja, ki si je svoje življenje zgradil iz nič. Izgubil je 3 prste na eni gori, del nosu na drugi, pa je vseeno vztrajal. Noč preden je odšel na Everest, je pisal v svoj dnevnik hvaležnosti. Rekel je, da nima obžalovanj, da se je sprijaznil z življenjem in smrtjo. S čim se Don nikoli ni sprijaznil, na kar ga nihče ni opozoril, je tisto, kar se mu je dejansko zgodilo. 24 metrov pod vrhom. Frances Arsentiev in njen mož sta refinancirala svojo hišo, da bi financirala njun vzpon. Bila je le še nekaj ur oddaljena od tega, da postane prva Američanka, ki bi osvojila Everest brez dodatnega kisika. Ko je najbolj potrebovala pomoč, so bili drugi plezalci tik ob njej. Opazovala je, kako je prav vsak od njih odšel. In Kalpana Das je 18 let garala, da si je prislužila mesto na tej gori. Trenirala je na stopnicah templja s 30 kg na hrbtu, ker si ni mogla privoščiti ničesar drugega. Preden je zapustila dom, je materi dala obljubo. Držala jo je. Samo domov ni prišla tako, kot je nameravala. 3 plezalci, 3 zgodbe. Ena gora, ki se je že odločila. Na Everestu so bili že mrtvi. 23. maj 2019. 8230 metrov Mount Everest. Plezalka poskuša narediti še en korak navzdol. Njene noge ji ne ubogajo. Veter ji s hitrostjo 64 km/h tuli mimo maske na obrazu. Njena zaščitna očala se rosijo z vsakim težkim vdihom. Vsak korak je kot hoja skozi beton. Pred 3 urami je stala na vrhu sveta. Z dvignjenimi rokami v zmagoslavju se smehljala v kamero. Težji del naj bi bil za njo. Osvojila je vrh, zmagala je. Zakaj torej njeno telo noče več naprej? Tik pod njo se obraz njenega šerpe zvija med paniko in vdanostjo v usodo. Saj on že ve, česar ona še ne ve. On je vedel že pred 18 urami, ko sta se vzpenjala mimo tega istega mesta in jo je prosil, naj se obrne. On je že vedel, česar njenega s kisikom podhranjeni možgani niso mogli dojeti. Mrtva je že več ur, le da tega še ne ve. Od obljube, ki jo je dala svoji materi, do sporočila, ki bi zlomilo srce narodu. To je zgodba Kalpane Das. Dobrodošli v Extreme. Če bi Kalpani Das pri 30 letih povedali, da bo nekega dne stala na vrhu Mount Everesta, bi se vam verjetno zasmejala v obraz. Saj nič v njeni preteklosti ni kazalo na to, da bo postala vrhunska alpinistka. Rojena je bila 7. julija 1966 v soseski v Denkanalu Odiša, majhnem mestu v vzhodni Indiji, približno 80 km od prestolnice zvezne države. Denkanal je znan po svojih templih, gozdnatih gričih in trgovini z marmorjem. Ni ravno središče, kjer bi vzgajali vrhunske alpiniste. Njen oče ni bil premožen, ni imel zvez, a je imel rad naravo. Ob vikendih je mlado Kalpano vodil na pohode po okoliških gričih, vključno z vzponi na Kapila Spik, skromno goro s templjem na vrhu, ki je privabljala romarje, ne pa alpinistov. Vzpenjala sta se v preprosti obutvi, brez posebne opreme, le oče in hči, ki sta hodila skozi gozdove. Njena mati je bila čustvena opora družine, tradicionalna in predana. Takšna mati, ki si je želela, da bi imela njena hči stabilnost in varnost. In Kalpana ji je točno to tudi dala. Bila je dobra učenka in kasneje je leta 1991 diplomirala iz prava. Sredi svojih 20 je bila Kalpana že odvetnica. Poročila se je z doktorjem Sitakanto Dashem. Imela je običajno, stabilno, srednjerazredno življenje v majhnem indijskem mestu. Pojavljala se je na sodišču, vodila primere, živela je življenje, ki si ga je njena mati želela zanjo. Če bi srečali Kalpano leta 1996 pri 30 letih, nič ne bi nakazovalo, da bo v 10 letih stala na vrhu Mount Everesta, saj je bila takrat Kalpana odvetnica, ki je rada hodila v hribe. To je bilo vse. Potem pa se je nekaj spremenilo. Morda so bili to tisti otroški pohodi z njenim očetom. Morda je bila to nemirnost, ki pride, ko ugotoviš, da je tvoje stabilno življenje premajhno. Morda je bil tole glas v njeni glavi, ki je rekel, je to vse? Karkoli je že bilo. Leta 2001, pri 35 letih, se je Kalpana Das upisala na Himalajski alpinistični inštitut v Darjeelingu na osnovni alpinistični tečaj. Pri 35 letih.
V teh letih je začeti elitno športno dejavnost skoraj nezaslišano, še posebej v športu, ki je fizično tako zahteven kot visokogorsko alpinizem, kjer ti vsako leto starosti vzame nekaj pljučne kapacitete, sposobnosti regeneracije mišic in sposobnosti telesa, da se prilagodi na ekstremne razmere. Naj vam dam malo perspektive. Reinhold Messner, ki ga mnogi štejejo za enega največjih alpinistov vseh časov, je osvojil svoj prvi večji vrh pri 20 letih. Ed Wiesters, še ena legenda tega športa, je začel resno plezati pri 16 letih. Junko Tabei, prva ženska, ki je osvojila Everest, je začela z alpinizmom pri 22 letih. Do 35. leta je veliko alpinistov že osvojilo več vrhov nad približno 7900 metri nadmorske višine. Nekateri pa že začenjajo zapuščati ta šport zaradi starosti. Telesni vrhunec za vzdržljivostne športe je običajno v poznih 20 do zgodnjih 30 letih. Potem se okrevanje upočasni in poškodbe se kopičijo. A Kalpana bi naslednjih 18 let preživela tako, da bi si dokazovala, da je starost le številka, če si pripravljen trpeti in prenašati bolečino bolj kot vsi ostali. Leta 2001 je zaključila osnovni tečaj alpinizma na Himalajskem alpinističnem inštitutu v Darjeelingu. To je bilo 28 dni tehničnega dela z vrvmi, plezanja po ledu, reševanja iz ledeniških razpok in prilagajanja na visoko nadmorsko višino. Pri 35 letih se je učila veščin, ki so jih njeni sošolci vadili že od najstniških let. Naslednje leto, 2002, se je vrnila na napredni tečaj alpinizma. Še 28 dni dolgih vzponov po ostrih ledenih stenah in trdem gorskem terenu. Počasi je v naslednjih nekaj letih metodično gradila svoje veščine, eno potrdilo za drugim, medtem ko je delala kot odvetnica in vodila gospodinjstvo. In kar naredi njeno zgodbo še bolj izjemno, je to, da Kalpana ni trenirala tako, kot trenirajo vrhunski plezalci. Da bi treniral kot elita, potrebuješ specializirano opremo, potrebuješ dopust z dela in to moraš početi znova in znova, leto za letom, da razviješ pomembne veščine. In v Indiji, če nisi v vojski ali bogat, je takšen trening preprosto nemogoč. Kalpana ni imela časa ali denarja, zato je improvizirala. Blizu njenega doma v Denkanalu je bila gora Kapilas, isti vrh, na katerega se je kot otrok povzpela s svojim očetom. Ob vznožju je bil hindujskih tempelj, do katerega je vodilo 1352 kamitih stopnic izklesanih v pobočje gore. Romarji so se po teh stopnicah vzpenjali, da bi častili. Kalpana se je po njih vzpenjala za trening. Vsak dan, leta dolgo, si je Kalpana na ramena pripela na hrbtnik, težak 30 kg, in se povzpela po teh 1352 stopnicah. 5krat gor, 5krat dol, to je več kot 13.000 stopnic na eno vadbo, sama, leta dolgo. Večina ljudi si niti ne more predstavljati take ravni samonaloženega trpljenja, a to je potrebno, če začneš pri 35 letih brez denarja in brez podpornega sistema. Ustvariš svojo lastno goro, ker si pravih ne moreš privoščiti. Leta 2003 se je pri 37 letih Kalpana pridružila odpravi, ki je poskušala osvojiti goro Satapant in goro Bagarati v Uttarakandu. To so bili zahtevni vrhovi, visoki 22.000 čevljev. Vzpon nanje je zahteval tehnične plezalne veščine, vzdržljivost na veliki nadmorski višini in sposobnost delovanja v zraku z malo kisika. Osvojila je oba vrhova. Zanjo je bil to dokončen dokaz, da lahko pleza po pravih gorah. Zato si je zadala cilj osvojiti Everest. Leta 2004 je Kalpana, stara 38 let, prispela v Nepal na svoj prvi poskus vzpona na Mount Everest. Sredstva je zbrala, kakor je le mogla, s prihranki, majhnimi donacijami podjetij in posojili. Odprava je stala več, kot je večina ljudi v Denkanalu zaslužila v 5 letih. Prešla je Khumbu ledeni slap, tisti strašljivi labirint premikajočih se ledenih stolpov, ki vsako sezono terja življenja plezalcev. Prešla je zahodni Kvim, plezala je po steni Lhatse. Dosegla je tabor 3 na približno 23.950 čevljih, le 2300 čevljev pod območjem smrti, in potem se je vreme poslabšalo. Vetrovni sunki iz reaktivnega curka, snežna nevihta, takšna nevihta, da je poskus vzpona na vrh samomorilski. Njena ekipa se je spustila. Prvi poskus je bil uradno neuspešen. Toda 23.950 čevljev, pri 38 letih potem, ko je začela s plezanjem pri 35, bi bilo za večino ljudi že samo po sebi izjemno. Kalpana je to videla kot poskusni vzpon. Naslednjič bi lahko šla dlje. Leta 2006, pri 40 letih, je poskusila znova. Tokrat je šla veliko višje. Prišla je do tabora 4 na približno 62.000 čevljih. Začela je celo vzpon na vrh in se povzpela vse do 26.400 čevljev, le 2.600 čevljev od vrha. Spet so udarile vremenske razmere, zaloge kisika so bile skoraj pri koncu.
Morala se je spustiti. Si lahko to predstavljaš? 2 poskusa, 2 neuspeha. Na tej točki bi večina ljudi odnehala. Večina bi rekla, dal sem vse od sebe. Prišel sem do 26.400 čevljev. To je višje, kot bo kdajkoli splezalo 99,9% ljudi. To je dovolj. Ampak Kalpana ni bila kot večina ljudi. Ugotovila je, da je bila vedno bližje cilju, kot je kdorkoli mislil. Leta 2008, pri 42 letih, se je začela pripravljati na svoj 3. poskus. In tukaj se je začel pravi boj, ker težava ni bila v njeni sposobnosti ali odločnosti, ampak v denarju. Vedno je denar problem, ko poskušaš narediti izjemne stvari iz običajnega okolja. Ekspedicija je stala več 100.000 rupij. Več kot je večina ljudi v tem kanalu zaslužila v 5 letih. Samo dovolilnice so stale 11.000 ameriških dolarjev. Potem so bili tu še oprema, vodniki, šerpe, jeklenke s kisikom, hrana, prevoz, nastanitev. Pisala je pisma vladi zvezne države Odiša in prosila za podporo, a so jo ignorirali. Prijavila se je za subvencije Ministrstva za šport. Nič. Obrnila se je na športno upravo Indije, a ni bilo odziva. Zato se je Kalpana obrnila neposredno na podjetja. Sestavila je sredstva z eno korporativno donacijo naenkrat. Pri vsaki je prosila, naj verjamejo vanjo, ko vlada ni hotela. Po lastnem priznanju je bila njena finančna situacija zelo šibka in negotova. Zastavljala je svojo prihodnost za goro. Če bi ji spodletelo tretjič, ne bi imela ničesar, nobenih sponzorjev, nobene podpore, samo dolgove. A nekaj drugega jo je gnalo naprej. Gnalo jo je nekaj več kot le osebne ambicije. Kasneje je povedala, želim dokazati celemu svetu, da so ženske iz Odije prav tako sposobne premagovati izzive pustolovščin. Šlo je za to, da zastopa svojo zvezno državo, svoj spol, da dokaže, da lahko ženska iz srednjega razreda, iz majhnega mesta stoji tam, kjer so prej stali le izbranci. In to ji je uspelo. 21. maja 2008, približno ob 11:30 dopoldne. Po nepalskem času je Kalpana Das osvojila Mount Everest po jugovzhodnem grebenu in postavila indijsko zastavo na 8.848 metrih nadmorske višine. Postala je prva oseba iz Odiše, ki je stala na vrhu sveta. 7 let potem, ko je pri 35 letih začela s plezanjem, 3 poskusi, 2 neuspeha, 1 zmaga. In to je bil šele začetek. Ta vrh ni dokazal le, da lahko osvoji Everest. Dokazal je, da je ignoriranje dvomov delovalo in da so meje premakljive. Junija 2010 je pri 44 letih poskusila osvojiti goro Denali na Aljaski, najvišji vrh Severne Amerike. Denali je znan po brutalnem vremenu, zahtevnem plezanju in le približno 50% uspešnosti. Uspelo ji je. Oktobra 2014 je osvojila Kilimandžaro v Afriki. Nato je leto 2015 postalo njeno prelomno leto. Januarja je osvojila Aconcagua, najvišji vrh Južne Amerike. Julija pa še goro Elbrus v Rusiji. Med letoma 2008 in 2016 je Kalpana sistematično osvajala nekatere najvišje vrhove na Zemlji. Postala je ena izmed redkih Indijek, ki so dosegle ta podvig. Iskreno povedano, to še vedno ostaja eno najbolj impresivnih alpinističnih dosežkov v indijski zgodovini. Za Kalpano to nikoli ni šlo le za osebni dosežek. Vsak vrh je bil izjava. Vsaka fotografija je bila sporočilo. Ženske iz majhnih indijskih mest lahko to dosežejo. Odijska kultura si zasluži priznanje. Če začneš pozno, to ne pomeni, da ne moreš končati. In leta 2017 je naredila nekaj, kar je bolj kot katerikoli vrh opredelilo njeno zapuščino. Vso svojo alpinistično opremo iz odprave na Everest leta 2008 je podarila Državnemu muzeju v Odiši. Njena plezalna obleka, njena maska za kisik, njeni čevlji, njene cepine, vse, kar jo je poneslo na vrh sveta. Zakaj? Po njenih lastnih besedah, da bi navdihnila in motivirala dekleta in ženske, da dosežejo vse, kar si zastavijo. Ko je prišlo leto 2019, je že osvojila nekatere najzahtevnejše vrhove na svetu. In tisto leto, pri 52 letih, je Kalpana napovedala, da se bo vrnila na Everest zaradi nečesa zgodovinskega. Zdaj se morda sprašujete, zakaj bi se vrnila? Everest je osvojila že leta 2008. Ni bilo treba ničesar več dokazovati. A Kalpana se ni vračala zaradi osebne slave. Vračala se je z namenom, z sporočilom. Ekspedicija se je imenovala Ekspedicija treh žensk. Prvič so ženske iz Indije, Nepala in Kitajske skupaj kot enotna ekipa poskušale osvojiti Everest. Kalpana bi zastopala Indijo. Kanchi Maya Tamang, prva Nepalka, ki je osvojila Everest, in ambasadorka dobre volje pri Združenih narodih za ženske, bi zastopala Nepal. Liamu Ma iz Kitajske bi dopolnila trojico.
Ekspedicijo je organiziral legendarni Pemba Dorje Sherpa, ki je 18krat osvojil Everest in ima Guinnessov svetovni rekord. Nepalska turistična organizacija je ekspedicijo označila za prelomno. Namenjena je bila promociji kampanje Obišči Nepal 2020 in pošiljanju sporočila o sposobnostih žensk v avanturističnih športih. To je bila izjava o opolnomočenju žensk, regionalnem sodelovanju in rušenju ovir. Toda bilo je tudi nekaj globljega, nekaj osebnega. Na materinski dan, 12. maja 2019, je Kalpana objavila fotografijo na družbenih omrežjih iz baznega tabora Everesta na 5334 metrih nadmorske višine. Na fotografiji je bila njena mati, Sila Baladaš, ženska, ki jo je vzgojila v tistem majhnem mestu, jo podpirala, tudi ko je vlada ni, in gledala svojo hčer, kako 18 let sledi nemogočim sanjam. In Kalpana je poleg materine slike napisala sporočilo v odiščini: Bu Asiši Everest. Mama, prihajam z Everesta. To je bila obljuba hčere Matari in postala bo fraza, ki preganja vse, ki poznajo to zgodbo. Kajti Kalpana Das je res prišla z Everesta. Držala je obljubo, dano Materi. Le da ni prišla domov tako, kot je nameravala. 20. maj 2019, bazni tabor Everesta. Kalpana stoji zunaj in opazuje goro. Ob njej izkušeni vodniki in šerpe stojijo in nervozno opazujejo, saj je bilo tisto pomlad leta 2019 na gori nekaj narobe. In vsak, ki je že leta plezal na Everest, je to občutil. Najprej je v začetku maja udaril ciklon Fani. Nevihta je uničila približno 100 šotorov v taboru, 2 pokopala opremo pod 60 cm snega in popolnoma porušila urnik aklimatizacije za celotno sezono. Ekipe, ki bi morale krožiti med tabori, so obtičale v baznem taboru in čakale, da se vreme izboljša. Drugič, Nepal je tisto sezono izdal 381 dovoljenj za vzpon, to je rekord. Če prištejemo še šerpe in podporno osebje, je med ozkim obdobjem lepega vremena na Everest poskušalo priti med 750 in 900 ljudi, kar je največ v zgodovini gore. A najpomembneje je bilo, da je bila težava samo vremensko okno. Običajno Everest v maju ponudi od 7 do 11 jasnih dni za vzpon na vrh, razporejenih čez več tednov. Različne ekipe lahko razporedijo svoje poskuse. Nekateri gredo zgodaj, drugi pozno. Promet se tako razprši. Toda leta 2019, potem ko se je ciklon Fani umaknil, so imeli plezalci morda 3 do 5 dni. To je bilo vse. Kar je pomenilo, da je vsaka odprava, ki je tedne čakala v baznem taboru, šla na vrh istočasno. Če ne plezate po gorah, se vam to morda ne zdi nič posebnega. Everest je vendarle ogromen. A razumeti morate naslednje. Pot na Everest je v večini dela v bistvu steza, po kateri se hodi eden za drugim. Tehnični odseki, kot je Hillaryjev skok, dovoljujejo, da gre naenkrat mimo le ena oseba. Ne moreš hiteti. Pripneš se na fiksno vrv, plezaš previdno in če je pred tabo 200 ljudi, počakaš na svojo vrsto. Izkušeni vodniki so vedeli, kaj pomeni, če stotine plezalcev hkrati poskušajo osvojiti vrh. Ogromne zamude, prometni zastoj na 8200 metrih in višje. Plezalci porabljajo svoje zaloge kisika že samo s tem, ko stojijo na mestu. Ljudje preživijo 12, 15, 18 ur v coni smrti, čeprav bi tam smeli biti le 10 ur. Kar pomeni, da bodo presegli varne meje izpostavljenosti in jim bo zmanjkalo kisika, kar pomeni, da bodo ljudje umrli. Toda Kalpana je že prej osvojila Everest. Leta 2008 je že poznala to goro. Od takrat je v 11 letih osvojila najvišje vrhove vseh celin. Plezala je brez kisika na več gorah. Pri 52 letih je bila ena najuspešnejših indijskih alpinistek. In ni bila tukaj zaradi osebne slave. Bila je tukaj, da pošlje sporočilo o opolnomočenju žensk in regionalnem sodelovanju. Nepalska turistična organizacija je to označila za prelomno. Mediji so spremljali dogajanje. Isti teden bi še ena plezalka, Anjali Kulkarni, umrla v skoraj enakih razmerah. Druga pot, druge odločitve, ista gora, ista gneča, enako nevidno odštevanje. Torej, kljub gneči, kljub skrajšanemu vremenskemu oknu, kljub vsemu, zaradi česar so bili izkušeni vodniki tiho zaskrbljeni, 22. maja 2019, približno ob 21. uri, Kalpana in njeni soplezalci so zapustili tabor 4 za svoj zadnji poskus osvojitve vrha. Nad njimi gora izgine v temo. Nekje tam zgoraj, 900 metrov višje, je vrh. Prižgejo si na glavne svetilke, se pripnejo na fiksne vrvi in začnejo plezati. Njihov načrt je precej preprost. Plezati skozi noč, doseči vrh ob sončnem vzhodu in se spustiti z dovolj dnevne svetlobe.
Običajen vzpon na vrh traja 10 do 12 ur v obe smeri. To je tisto, kar telo prenese v coni smrti, toda že od samega začetka je bil problem. Kalpana se je gibala počasneje, kot bi se morala. Sprva ni bila dramatično počasnejša, le nekoliko. Vsak korak je trajal nekoliko dlje. Vsak vdih je zvenel bolj naporno. Njeni vodiči Šerpe, Gelbu Šerpa in Pemba Čiri Šerpa so to takoj opazili. Tempa, ki bi moral plezalca v 10 urah pripeljati na vrh, ni bilo. A so vseeno nadaljevali s plezanjem, ker včasih plezalci začnejo počasi in nato najdejo svoj ritem. Včasih se telo prilagodi po uri ali dveh. Tako so se premikali navzgor skozi temo, v upanju, da bo Kalpana našla vzdržen tempo. Pa ga ni. Pravzaprav do 2:30 zjutraj. Pri približno 8400 metrih na mestu, imenovanem Balkon, se Kalpana ustavi in nasloni na skalo. Njeno dihanje je težko, tudi ko počiva. Do balkona običajno pride 4 do 5 ur po odhodu iz tabora. 4. Takrat je plezala že približno 5 ur in pol. Pred njo se Kanči in Liamu še vedno vzpenjata enakomerno navzgor s tempom, ki ga potrebujeta, da dosežeta vrh in se varno vrneta. Spodaj, na vrvi, Gelbu Šerpa z vse večjo zaskrbljenostjo opazuje Kalpano. Opazi težko dihanje, počasen tempo, način, kako se naslanja na goro, kot da ji že stati predstavlja napor. To je že videl pri drugih plezalcih, ve, kaj to pomeni. Pripleza do nje. Didi, reče, uporabi spoštljiv hindijski izraz za starejšo sestro. Morava se obrniti, ne premikaš se dobro. A Kalpana odkima, samo lovi sapo. Pove mu, da bo v minuti v redu. Tvoj tempo je prepočasen, nadaljuje Gelbu. S takšno hitrostjo boš na vrh prišla zelo pozno. Morava se zdaj spustiti dol, a ga odžene z roko. Gelbu poskusi znova, tokrat bolj nujno. Tvoje telo ti govori, da moraš nehati. Če se zdaj obrnemo, se lahko varno vrnemo v tabor 4. Še imamo čas. A Kalpana se že znova premika, sega po vrvi nad seboj in se pripravlja, da bo nadaljevala s plezanjem. V naslednji uri, ko se Kalpana počasi vzpenja nad balkon, jo Gelbu in Pemba Čiri večkrat pozivata, naj se spusti. Večkrat ji omenita njen tempo. Povesta ji, koliko poti še ostane. Razložita ji, da pri takšni hitrosti ne bo varno prišla do vrha in nazaj. In vsakič Kalpana zavrne njune prošnje. Si lahko predstavljate, kako je biti v njeni koži v tistem trenutku. Stara si 52 let, v letih, ko se večina vrhunskih alpinistov že upokoji. 18 let si dokazovala, da spadaš v te gore. In nisi tukaj zaradi sebe. Tukaj si zaradi sporočila. Mediji spremljajo, tvoja država spremlja. To ni le še en vzpon, to je izjava. Zdaj ti Šerpe govorijo, naj odnehaš, naj se obrneš, naj se spustiš, naj spodletiš. Tvoji soplezalci so že osvojili vrh, že se varno spuščajo. Če se zdaj obrneš, je odprava nepopolna. Sporočilo je oslabljeno. Fotografije prikazujejo 2 ženski, ne 3. Po vsem načrtovanju, vsem medijskem zanimanju, vsem prelomnem sodelovanju med 3 državami, ti bi bil tisti, ki mu ni uspelo. In potem je tu še nekaj globljega. Mount Everest si že osvojil. Veš, kaj je potrebno. Nisi kakšen neizkušen plezalec. In v tvoji glavi je ta glas, ki pravi, da si Kalpana deš. To si že naredil. Imaš samo počasen dan. Lahko se prebiješ skozi. Vedno si se. To ni aroganca. To je samozavest, zgrajena v 18 letih vztrajanja, ko nisi odnehal, ko si vsem dokazal, da se motijo, ko si dosegel stvari, za katere so ljudje rekli, da so nemogoče za žensko iz majhnega mesta, ki je začela pri 35 letih brez denarja. Tako Kalpana sprejme svojo odločitev. Ne posluša opozoril svojega Šerpe. Plezala je uro za uro, korak za bolečim korakom, se premikala proti vrhu, ki je bil tik pred njo. Samo še nekaj ur. Kar Kalpana ne ve, je, da jo je ta odločitev pravkar ubila, a o tem kasneje. Do 9 ure zjutraj Kanči in Liamu dosežeta vrh. Plezala sta približno 12 ur iz tabora 4, točno po načrtu. Naredita fotografije, izobesita zastavo Visit Nepal 2020 in takoj začneta se stopati, ker to je tisto, kar narediš, ko osvojiš Everest. Ne zadržuješ se, greš dol. Ampak Kalpana še vedno le pleza navzgor. Je več 100 čevljev pod vrhom in se premika s polovično hitrostjo, kot bi morala. Uro za uro, korak za mučnim korakom. Njene jeklenke s kisikom, izračunane za 10 do 12 ur vzpona na vrh, so kritično nizke, ampak tako blizu je. Vrh je tik tam, do 11 ure dopoldne. Pleza že. 14 ur drugi plezalci jo prehitevajo na poti navzdol, a Kalpana še vedno pleza navzgor.
Šerpa Gelbu je še vedno z njo in jo spodbuja, naj se premika hitreje. Skrbi ga čas. Toda kaj lahko stori? Jo prisili, da gre dol, jo fizično odnese. Na 8800 metrih to je nemogoče. Približno ob 12:55. 23. maja 2019 je Kalpana Das drugič v življenju dosegla vrh Mount Everesta. Takrat je plezala že skoraj 16 ur iz tabora 4. To je 4 do 6 ur dlje kot običajno, a ji je uspelo. Zmagoslavno je dvignila roke. Zastava. Obiščite Nepal 2020 je dvignjena. Posnete so fotografije. Za trenutek se je Kalpana Das verjetno počutila na vrhu sveta. Kot da je bil ves trud, vse zavrnitve, da bi se obrnila nazaj, vse ure trpljenja, vreden, ker je tukaj. Osvojila je vrh, dokončala je odpravo 3 žensk, izpolnila je obljubo svoji materi. Toda ni praznovanja, ni vzklikov zmage njenih šerpa vodnikov in tukaj je razlog zakaj. Najdaljši čas preživetja v coni smrti z dodatnim kisikom je približno 16 do 20 ur. To ni priporočilo. To je prag, kjer človeško telo preide iz preživetja v aktivno umiranje. Kalpana je bila nad 8000 metri že 16 ur. Zdaj je na zgornji meji, stoji na vrhu in še niti začela ni sestopati. Od vrha do tabora 4 je najmanj 4 do 5 ur sestopa. Če se bo gibala z enako hitrostjo, kot je plezala navzgor, ji lahko vzame 6 ali 7 ur, morda še več. Kar pomeni, da bo, ko bo dosegla varno območje, v coni smrti že 22 do 23 ur. 3 do 7 ur dlje, kot večina alpinistov šteje za varno. In če govorimo o kisiku, so njene jeklenke skoraj prazne. Plezala je že 16 ur, te jeklenke ne zdržijo večno. Vsaka vsebuje približno 4 ure kisika pri normalnem pretoku. Je pri svoji 4. jeklenki, morda zadnji. Kalpana se je pravkar spravila v položaj, kjer je preživetje skoraj matematično nemogoče, a tega še ni vedela. Tako je okoli 13 ure. Ko Kalpana začne svoj spust z vrha, se ji prvih nekaj korakov zdi napačnih. Njena desna noga se odziva počasi, kot da je zamik med tem, ko možgani pošljejo ukaz in ko ga noga prejme. Naredi še en korak. Isto. Njeno dihanje, ki je bilo že na vrhu oteženo, se še poslabšuje. Vsak vdih se zdi nepopoln. Vleče zrak skozi svojo kisikovo masko, kolikor močno lahko, a je kot bi dihala skozi moker brisačo. In potem se začne bolečina. Obe nogi, ostra, globoka bolečina. Ni mišična utrujenost, nekaj drugega je. Gelbu in Pembačiri vidita, da se muči. Takoj stopita k njej, roke pod njena ramena. Ne vodita je več. Držita jo po konci. Didi, korak za korakom. Spravili te bomo dol. Začnejo se počasi spuščati. Korak za korakom, kot so obljubili, pri čemer šerpa nosi večino njene teže. Na 8800 metrih je gibanje težko že, če si zdrav. Ko v bistvu nosiš nekoga, je vsak korak boj. Spustijo se morda za 60 metrov, morda za 90. Kalpanine noge in nenehno odpovedujejo. Šerpe jo ujamejo, dvignejo in nadaljujejo pot. Do 14. ure so se spustili za približno 180 metrov. Zdaj so na približno 8650 metrih, še vedno globoko v coni smrti, več ur stran od varnosti. Tabora 4 Kalpana je vse slabše, njeno dihanje postaja obupano. Kropeče sape, ki zvenijo, kot da se utaplja. Njene noge zdaj sploh več ne delujejo. Šerpe jo nosijo, vlečejo, premikajo se tako hitro, kot lahko. Toda na tej višini hitro pomeni morda 30 metrov na uro, če nekoga nosiš. Gelbu pogleda Kalpanin obraz skozi njena očala. Njene oči so komaj še osredotočene. Njena koža postaja siva. To je že videl. Ve, da izmanjkuje časa. Nadaljujejo s spuščanjem do 15 ure. Dosežejo 8400 metrov na balkonu in se ustavijo na točno isti polici, kjer je Gelbu pred 14 urami med vzponom prosil Kalpano, naj se obrne. Spustijo Kalpano na ploščad, sesede se ob skalo. Njena prsa se dvigujejo z vsakim vdihom. Šerpa Gelbu poklekne poleg nje in preveri njeno kisikovo masko. Merilnik kaže prazno. V jeklenki je verjetno zmanjkalo kisika nekje med vrhom in tukaj. Iz nahrbtnika vzame rezervno steklenico s kisikom. Roke se mu tresejo, ne zaradi mraza, ampak zaradi nečesa drugega. Odklopi prazno steklenico in priklopi novo, nastavi pretok, a se nič ne spremeni. Kalpanino dihanje se upočasnjuje. Obupani vdihi so postajali plitkejši, šibkejši. Pembačiri se premakne na njeno drugo stran, kličejo po imenu. Didi, ostani z nami, skoraj smo tam. A niso skoraj tam? Tabor 4 je še vedno 1500 čevljev pod njimi, še vedno ure stran.
in Kalpanino telo je povsem izčrpano. Njeno dihanje postane neredno. En vdih, premor, še en vdih, daljši premor. In potem se njena prsa nehajo premikati. Gelbo jo strese. Nič. Pogledala sta se in oba vesta, kaj to pomeni. To sta že videla pri drugih plezalcih. Ko se dihanje ustavi, na 27.500 čevljih ni več vrnitve. Ona je odšla. Ta ženska, ki je trenirala sama na stopnicah templa, ker si ni mogla privoščiti profesionalnih objektov, ki ni odnehala, tudi ko je telo kričalo, naj se obrne nazaj, je odšla. In zdaj se morata oba šerpa soočiti z odločitvijo, ki je nihče ne bi smel sprejeti. Ker na 8400 metrih je reševanje nemogoče. Helikopteri ne morejo leteti tako visoko. Zrak je preveč redek, da bi ustvaril zgon. Prenašanje trupla iz območja smrti bi trajalo 8, morda 10 ur izjemno napornega dela. Dela, ki bi ubilo tudi njiju. Lahko bi ostala tam z njo in umrla, ali pa jo zapustita in preživita. Odločita se za življenje, ker če tega ne storita, bodo njuni družini pokopavali tudi njiju. Gelbu vzame vrv iz svojega nahrbtnika in njeno telo pritrdi na steno pečine, da med kasnejšo akcijo izvleka ne bi padla. Nato se obrnejo stran od Kalpane Dash in začnejo se stopati proti taboru 4. 5 dni kasneje, 28. maja 2019, je ekipi Šerp uspelo v nevarni akciji izvleka prenesti njeno telo. Njene posmrtne ostanke so postopoma premikali navzdol po gori do baznega tabora. Telo so prepeljali v Luklo, nato pa z letalom v Katmandu zaradi formalnosti. 2. junija 2019 je Kalpanino telo prispelo na mednarodno letališče Biju Patnaik v Bhubanesvarju, Odiša. Njen brat Pradip, ki je odpotoval v Katmandu, da bi prevzel njene posmrtne ostanke, jo je spremljal domov. V kompleksu stadiona Kalinga je bilo njeno telo približno 1 uro na ogled, medtem ko so se stotine ljudi zbrale, da bi izkazale zadnje spoštovanje. Alpinistično opremo, ki jo je leta 2017 podarila Državnemu muzeju Odiše, so razstavili v poklon. Ko pomislim na Kalpanine zadnje trenutke na balkonu, razmišljam, kaj je moralo iti skozi misli. Ali je takrat to dojela? Ali je razumela, da so imeli šerpe prav že 18 ur prej? Je razmišljala o materini fotografiji, o obljubi, ki jo je dala. Boasiši Everest. Mama, prihajam z Everesta. Prišla je z Everesta. Držala je svojo obljubo. Samo domov ni prišla tako, kot je nameravala. In morda je to najokrutnejši del te zgodbe, ker je Kalpana dosegla nekaj izjemnega. Postala je prva oseba iz Odiše, ki je osvojila Everest. Leta 2019 se je vrnila na Everest iz pravih razlogov. Da bi navdihnila ženske, spodbujala mir, dokazala, da pozni začetek in pomankanje virov ne preprečujeta izjemnih dosežkov. Osvojila je vrh, uspela je, dvignila je zastavo, naredila je fotografijo in ta uspeh jo je stal življenja. Vročica osvajanja vrha je močna. Nagon po uspehu, ko si žrtvoval vse, je izjemno močan. In nad 8000 metri tvoj ne prepozna, kdaj je ta pogon postal smrtna obsodba. Gora se ne ozira na obljube, odločnost ali desetletne sanje, zanimajo le čas. In Kalpana, ki je trenirala bolj kot skoraj kdorkoli, ki je premagala več ovir, kot jih večina plezalcev sploh kdaj doživi, je nekje okoli 18 ure vzpona zmanjkalo časa. 24. maj 1998, 7:50 zjutraj. Mount Everest. 8,20,000 čevljev nad morsko gladino. Ne more se premakniti. Njene noge klečnejo. Njene roke so otrple. Njene oči so na široko odprte in strmijo v prazno. In vse, kar lahko šepeta znova in znova, je: ne zapusti me. Sem Američan, zakaj mi to počnete? Plezalci so prav tam. Lahko jih vidi, sliši jih. Gledajo jo, gledajo drug drugega, nato pa odidejo. Gleda jih, kako odhajajo. Dneve pred tem srce parajočim trenutkom je ena beseda zapečatila njeno usodo. Ta plezalka je že mrtva in to ve. Francis Arčentjev in njen mož Sergej sta sprejela odločitev mesece, preden sta leta 1998 sploh stopila na Everest. Goro bi skupaj preplezala brez dodatnega kisika kot enakovredna partnerja. Frances bi postala prva Američanka, ki bi osvojila Everest brez dodatnega kisika. Sergej pa bi jo vodil tja. To je bila njuna sanje. Na papirju je bil to dober načrt. Sergej Arčentjev, mož, je bil eden najboljših sovjetskih alpinistov 20. stoletja.
Preden je postal alpinist, je bil elektroinženir, ki je za rusko obveščevalno službo načrtoval sisteme za stabilizacijo satelitov. To je bil dobesedno raketni znanstvenik, ki je postal alpinist. Njegovi dosežki so povedali vse. Bil je eden redkih živih alpinistov z nazivom Snežni leopard. Nagrado, ki jo prejmeš, če osvojiš vseh 5 sovjetskih vrhov višjih od 25.000 čevljev. Leta 1991 je preplezal severno steno Anapurne v alpskem slogu brez kisika. Leta 1990 je celo že osvojil Everest brez kisika na skupni ameriško-kitajsko-ruski odpravi za mir. Torej, to ni bila velika zahteva. Tudi sama Frances je bila sposobna. Bila je ena redkih žensk v tistem času, ki je uspelo osvojiti goro Denali, najvišjo goro v Severni Ameriki. Bila je prva Američanka, ki se je spustila s smučmi po Elbrusu. Ampak tukaj je ena stvar, ki jo je treba omeniti. Čeprav se je povzpela do 7500 metrov na vrhovih Pamirja v času Sovjetske zveze, ji še nikoli ni uspelo osvojiti gore visoke 26.000 čevljev. Everest bi bil njen prvi poskus nad višino 26.000 čevljev, kar je več kot 600 metrov višje. To ni le razlika. To je povsem drugačen fiziološki svet. Toda zaupala sta načrtu in spomladi leta 1998 sta Francis in Sergej prispela v bazni tabor Everesta z eno samo mislijo v glavi – ustvariti zgodovino. Njihova plezalna pot je bila preprosta. Načrtovala sta napad na Everest s severne strani, po severovzhodnem grebenu, z rusko odpravo, ki jo je sestavljalo 5 članov. Tako kot drugi plezalci v baznem taboru tisto sezono, sta si vzela čas za priprave, saj ne moreš preprosto priti do vznožja Everesta in splezati naravnost na vrh. Tvoje telo bi odpovedalo in umrl bi. Zato plezalci tedne preživijo tako, da se po stopnjah vzpenjajo in spuščajo po gori, da se njihova telesa počasi prilagodijo redkemu zraku. Ta proces se imenuje aklimatizacija in vključuje postopno vzpenjanje po gori ter počitek na določenih taboriščih, medtem ko se tvoje telo postopoma uči delovati z manj kisika. Je počasno, premišljeno in edini način, da tam zgoraj preživiš. 19. maja sta Francis in Sergej dosegla tabor 6 na približno 7900 metrih. Zdaj sta bila v območju, ki ga plezalci imenujejo cona smrti, kjer v zraku ni dovolj kisika, da bi človek lahko dolgo preživel. Tvoje telo začne umirati. Vsaka ura, ki jo preživiš tukaj, pomeni, da se tvoje mišice razgrajujejo, tvoji organi se borijo in tvoj možgan počasi strada. A vse je potekalo po načrtu. Iz tabora 6 bi naredili svoj zadnji napad na vrh. Njihov prvi poskus vzpona na vrh je bil že naslednji dan, 20. maja, in prav tukaj so se stvari začele zapletati. Načrt je bil, da zapustijo tabor 6 ob 1 uri zjutraj, v popolni temi, pri čemer bi si pot osvetljevali z naglavnimi svetilkami. Začetek sredi noči je pomenil, da bi dosegli vrh okoli pol dneva, ko je najtopleje, in bi imeli dovolj dnevne svetlobe, da bi se varno vrnili nazaj. Pravi čas je na Everestu vse. Ko sta se Francis in Sergej ob 1 uri zjutraj zbudila, da bi začela plezati, so bile baterije v njunih naglavnih svetilkah prazne. Izjemen mraz na 8200 metrih jih je izpraznil. Brez naglavnih svetilk nista mogla varno prečkati tehničnega terena Everesta v temi. Zato sta morala počakati, da je sonce ušlo ob 6:30 zjutraj. Ko sta končno začela plezati, sta že izgubila 5 ur in pol. Premikala sta se počasneje, kot sta načrtovala, brez dodatnega kisika, in ko sta dosegla tehnični skalni odsek, imenovan prvi korak, na približno 8500 metrih, sta ugotovila, da izračuni ne držijo več. Bilo je že prepozno v dnevu, če bi nadaljevala, bi se spuščala v temi. Zato sta se vrnila nazaj do 6. tabora. To sta zdaj že 2 noči v coni smrti. Ko je Sergej prišel do šotorov, je šel do šotora svojega soplezalca in člana ekipe v baznem taboru, Anatolija Mošnikova, in mu razložil, kaj se je zgodilo. Anatolij je poslušal. Potem je naredil nekaj, kar je pokazalo, kako zelo ga je skrbelo. Dal je Sergeju rezervno baterijo in ponudil, da se jima na naslednjem poskusu pridruži pri vzponu. To, da Sergej je rekel, hvala, ampak ne, bosta v redu. Poskusila bosta znova jutri. In 21. maja sta poskusila znova. Toda tokrat so njuna telesa že kazala posledice vzpona na Everest brez dodatnega kisika. Komaj sta prišla 90 metrov od 6. tabora, preden sta morala ustaviti.
Noge so jima bile težke. Juno dihanje je bilo oteženo, tudi ko sta počivala. Kumulativni učinek 2 noči, preživetih nad 26.000 čevlji, ju je začel dohitevati. Zato sta se znova umaknila nazaj do 6. tabora. Še en neuspešen poskus. To so zdaj 3 noči v coni smrti. Medtem pa je isti dan Anatolij, njegov prijatelj, uspešno osvojil Everest. In okoli 18. ure 21. maja je bil že nazaj v taboru 6 z vrha. Sergej mu je čestital za uspeh in se pritožil nad njihovim neuspešnim poskusom. Anatol je pogledal Sergeja. Vedel je, da je ta mož že prej osvojil Everest in ima vse, kar je potrebno za preživetje tam zgoraj, a vedel je tudi, kaj pomeni preživeti 3 noči v coni smrti za človeško telo. Tudi sam je tisti dan osvojil vrh in natanko je vedel, v kakšnem stanju moraš biti, da tam zgoraj preživiš. In Francis in Sergej nista bila več v takem stanju. Zato je rekel Sergeju: pridi dol z mano, ne poskušaj znova, predolgo si že tukaj gor. Vaša telesa razpadajo. Vsako uro, ko vstanete, postajate šibkejši, nemočnejši. In Sergej je spet rekel ne. Zahvalil se je Anatoliju za skrb, vendar je rekel, da so v redu. Počivali bodo še en dan, pustili telesom, da si jo pomorejo, nato pa bodo naredili še zadnji napor. Preden pomislite, da je šlo za čisto nepremišljenost ali aroganco, morate razumeti, kaj je Sergej preračunaval v svoji glavi. Na gorah je počel stvari, ki jih večina plezalcev sploh ne bi mogla poskusiti. Njegova žena je bila sposobna. Skoraj sta že dosegla vrh, preden ju je čas prisilil k umiku. Še pomembneje pa je, da sta v ta trenutek vložila vse, kar sta imela, tako fizično kot finančno. Zaradi te odprave sta refinancirala svojo hišo, tedne preživela na gori, se vzpenjala in spuščala, da sta svoje telo privadila na mraz in redek zrak. In Francis je bila tako blizu uresničitvi svojih sanj, da postane prva Američanka, ki bi osvojila Everest brez dodatnega kisika. Zakaj bi zdaj odnehala? Psihologi temu pravijo zmota utopljenih stroškov. Več kot si vložil v nekaj, težje je od tega odstopiti. Tudi kadar je odhod pametna izbira. Tvoj pravi: prišli smo predaleč, da bi zdaj odnehali. Preveč smo žrtvovali. To ni neumnost, to je preprosto človeška narava. Tako se je Anatolij spustil, medtem ko sta Francis in Sergej ostala. In 8 ur kasneje, ob 2 uri zjutraj 22. maja, so zapustili 6. tabor za svoj 3. in zadnji poskus. In tokrat, ne glede na vse, se niso nameravali obrniti nazaj, toda že od začetka so bili v težavah. Njihov tempo je bil nevarno počasen. Zdaj so preživeli že 4 noči v coni smrti in to je pustilo posledice. Vsak korak je bil kot hoja skozi beton. Noge so jih pekle od globoke, izčrpavajoče bolečine, ki ni izginila ne glede na to, kako dolgo so počivali. V baznem taboru je Anatolij Šabanov, vodja ločene odprave, spremljal več plezalnih ekip skozi močan 60-kratni teleskop. Ob 10 uri zjutraj, približno 8 ur potem, ko sta Francis in Sergej začela plezati, ju je Šabanov opazil pri prvi stopni na približno 8500 metrih nadmorske višine. Tudi z 10.000 čevljev nižje je skozi teleskop lahko videl, kako počasi sta se premikala. Do 14. ure, 4 ure potem, ko so jo opazili, sta priplezala le do 2. stopnje na 8600 metrih. V 4 urah sta preplezala 230 metrov. To je manj kot 60 metrov na uro. S takšnim tempom sta se komaj premikala. To je bilo problematično, ker je 2. ura popoldne kritičen čas na Everestu. Sonce zajde okoli 6. ure zvečer. Če nisi na vrhu ali blizu vrha do 2. ure popoldne, boš se stopal v temi. In sestopanje v temi na 8500 metrih, ko si izčrpan, je smrtna obsodba. Toda Francis in Sergej sta bila še vedno 250 metrov pod vrhom. Potrebovala bi vsaj še 4 ure, da bi prišla do tja s svojo trenutno hitrostjo. Tako sta morala sprejeti odločitev. Obrniti se zdaj in preživeti, ali pa nadaljevati vzpon proti sanjam, ki so jo oba povsem prevzele, pri čemer sta vedela, da je vsaka minuta po 14. uri. Pomenila manj dnevne svetlobe za sestop, manj prostora za napake, manj možnosti, da se živa vrneta nazaj. Nadaljevala sta z vzponom. Ob 17:45 je Rustam Radgopov, še en plezalec iz odprave, ki je tisti dan že uspešno osvojila vrh, sestopal, ko je naletel na Francis in Sergeja na položnem pobočju približno 90 metrov pod vrhom.
Rustam je bil izčrpan. Plezal je že od zore in vse, kar si je zdaj želel, je bilo, da pride na varno, preden mu telo odpove. Ko pa je zagledal Francis in Sergeja, ga je prizor ustavil. Francis se je, vsaj po njegovih poročilih, Premikal z mučno počasnostjo. Pogosto je sedela in se borila z vsakim korakom. Rustamu je bilo popolnoma jasno, da je ta poskus vzpona vzel vse, kar je imela. Takrat je bilo sonce že nizko na obzorju, temperatura je hitro padala, oni pa še vedno niso dosegli vrha. Kljub izčrpanosti, kljub obupni želji, da bi se spustil na varno, je Rustam čutil, da mora nekaj storiti. Zato se je obrnil in se v pojemajoči svetlobi povzpel 45 metrov nazaj po gori, samo da bi jih poskušal prepričati, naj se obrnejo. Prepozno je, jim je rekel. Poglejte sonce, premikate se prepočasi. Morate se takoj obrniti, dokler imate še dovolj svetlobe, da vidite pot navzdol. Toda Sergej je odkimal in že tretjič med tem poskusom vzpona izrekel eno srce parajočo besedo, ki bi zapečatila njeno usodo. Ne skrbi za naju. Z nama bo vse v redu, je rekel. Radgopov je znova pogledal Francisa in se boril sam s seboj. Ni izgledala v redu, ampak kaj bi lahko še storil? Ni jih mogel prisiliti. Poleg tega pa je moral misliti tudi na svoj lastni obstanek. Tako se je v Radkopov obrnil in nadaljeval s svojim spustom. In Francis in Sergej sta nadaljevala vzpon proti vrhu, medtem ko je sonce zahajalo, temperatura je padala in sence so postajale vse daljše. Nekako sta v naslednjih 30 minutah vztrajala naprej. Našla sta nekaj, zadnjo rezervo odločnosti in obupa, ki ju je gnala, ko sta premagovala zadnjih kakih 100 metrov. In približno ob 18:15, v hitro pojemajoči svetlobi, brez dodatnega kisika, po 5 dneh nad 8200 metri sta Francis in Sergej dosegla vrh Mount Everesta. Uspelo jima je. Francis Arsentijeva je postala prva Američanka, ki je osvojila Everest brez dodatnega kisika. Iskreno, to je bil zgodovinski, izjemen dosežek, vreden zgodovinskih knjig. Toda ni bilo fotografij praznovanja, ni bilo vzklikov zmage. Samo dva izčrpana človeka, ki stojita na vrhu sveta v umirajoči svetlobi. Že na neki ravni vesta, da sta v težavah. In evo zakaj. Od vrha na 8848 metrih do tabora 6 na 8199 metrih je več kot 600 metrov navpičnega spusta. V dobrih razmerah in s počitimi nogami to traja najmanj 4 do 5 ur. Toda Francis in Sergej nista imela dobrih razmer, niti spočitih nog. Plezala sta že več kot 16 ur. Preživela sta 5 noči v coni smrti, sonce pa je že zahajalo. Imela sta morda še 15 do 20 minut uporabne somračne svetlobe, preden bi nastopila popolna tema. To je pomenilo, da bosta najmanj 4 ure sestopala po najvišji gori na svetu, v popolni temi, pri ledenih temperaturah in brez kisika. Sergej je vedel, da je to samomorilsko dejanje. To je moral vedeti. A verjel je tudi, da imajo varnostno mrežo. Poglej, tega nisem omenil. Ko je Sergej videl Rustama in mu rekel, naj ne skrbi, je bilo to zato, ker je imel rezervni načrt. Pred poskusom vzpona na vrh sta on in Franci skrila nujno zalogo na višini 28.280 čevljev, približno 750 čevljev pod vrhom. V tej zalogi sta shranila jeklenko s kisikom, šotor in topla oblačila. Ideja je bila, da če bi dosegla vrh pozno in ne bi mogla v temi priti vse do tabora 6, bi se lahko spustila do zaloge, postavila šotor, uporabila kisik in v zavetju preživela noč. Nato bi se zjutraj, ob dnevni svetlobi in svežim kisikom, spustila preostalih 400 metrov do tabora 6. Seveda to ni bilo idealno. Preživeti noč na 8615 metrih tudi v šotoru bi bilo brutalno, a bilo bi mogoče preživeti. Šotor bi jih zaščitil pred vetrom, kisik bi jim pomagal razmišljati jasno, zjutraj pa bi lahko videli pot. Kar Sergej ni vedel, česar ni mogel vedeti, je bilo, da je Radgopov že šel mimo njihove zaloge na poti navzdol. In ko je Radgopov preveril zalogo, je videl, da je bila tam jeklenka s kisikom, vendar šotora, na katerega so računali, da jih bo zaščitil čez noč, na 8615 metrih ni bilo tam.
Pravzaprav je bil 900 metrov nižje, na 7700 metrih. Nikoli ni bil pri zalogi. Zakaj je torej Sergej mislil, da je tam? Zdaj moramo biti tukaj zelo previdni, ker to, kar vam bom povedal, ni potrjeno pričevanje očividcev, ampak to, kar so strokovnjaki za alpinizem rekonstruirali na podlagi dokazov. In dokazi kažejo zelo jasno sliko. To so dejstva. Sergej je povedal Redkopovu, da imajo šotor pri zalogi. Ko je Redkopov preveril zalogo, tam ni bilo šotora. In ker sta Francis in Sergej plezala brez pomoči šerp, sta bila izključno sama odgovorna za prenašanje svoje opreme na goro. Nihče drug ni mogel dati tega šotora v zalogo, samo ona dva. Iz teh dejstev sledi logičen zaključek, da Francis in Sergej preprosto nista uspela odnesti svojega zasilnega šotora dovolj visoko. Ampak zakaj? Obstajata dve glavni teoriji. Prva je fizična izčrpanost. Po 4 nočeh v coni smrti brez dodatnega kisika so njihova telesa začela sama sebe razkrajati. Nošenje dodatnih 5 do 7 kg teže šotora na višino 8615 metrov je bilo morda preprosto preveč za njihova izčrpana telesa. Morda so nameravali šotor premakniti višje že med eno od svojih prejšnjih aklimatizacijskih rotacij, pa jim to preprosto ni uspelo. Druga teorija je še bolj zaskrbljujoča. Na izjemnih višinah človeški možgani delujejo nepravilno, na specifične in dokumentirane načine. Eden od teh načinov je zamenjava namena z resničnostjo. Sergej je morda resnično verjel, da je šotor pri zalogi, ker so njegovi možgani, ki jim je primanjkovalo kisika, pomešali načrt šotor bomo premaknili višje, s spominom šotor smo premaknili višje. Na vsem 1500 metrih takšna kognitivna napaka ni šibkost, ampak biologija. Ne vemo, katera od teh možnosti je resnična. Morda tega nikoli ne bomo izvedeli. Vemo pa naslednje. Francis in Sergej sta samozavestno spuščala proti varnostni mreži, ki ni obstajala. Svojo zalogo sta dosegla na približno 8620 metrih, nekje po 19:30 uri v popolni temi. Našla sta jeklenko s kisikom, našla sta skoraj prazen nahrbtnik in potrdila to, kar je Ragapov že videl. Ni bilo šotora. Torej sta imela izbiro. Poskusita se spustiti še za 900 metrov navpično navzdol do mesta, kjer je bil šotor v popolni temi, ali pa počakata na sončni vzhod in imata več možnosti za preživetje. Spustiti se 900 metrov v takšnih razmerah bi bilo samomor. Zato sta vstala in preživela noč na prostem na višini 8615 metrov, brez zavetja, le s kisikovo jeklenko iz zaloge in oblačili, ki sta jih imela na sebi. Pomislite, da bi morali stati ali sedeti izpostavljeni 10 do 12 ur na skoraj 8625 metrih, pri temperaturah, ki bi večino ljudi ubile v precej krajšem času. Vaše telo začne postopoma odpovedovati. Vaš srčni utrip se upočasni, dihanje postane plitvo. Vaše možgane, ki jim primanjkuje kisika in toplote, začnejo odpovedovati. Vaše telo ni bilo ustvarjeno za preživetje v takih razmerah. Toda nekako, proti vsem pričakovanjem, sta Francis in Sergej oba preživela do jutra. Ko je 23. maja ušlo sonce, sta poskušala se stopiti. In tukaj se stvari resnično zapletejo. Nekje tistega jutra sta se Francis in Sergej ločila. Ne vemo, zakaj. Vemo pa, da je bilo ob 9:35. 23. maja je 5 plezalcev iz uzbekistanske odprave, ki so poskušali osvojiti vrh, na višini 27700 čevljev srečalo Sergeja, ki se je spuščal. Njegove prve besede so bile: "Kje je moja žena? Ali ni prišla dol?" Rekli so mu, da je niso videli. In brez besede več je Sergej nadaljeval s spuščanjem proti taboru 6 na 8200 metrih. Še vedno ni vedel, kje je. Ni vedel, ali je živa ali mrtva. Vedel je le, da ni pod njim. 1 uro kasneje, ob 10:40. Uzbekistanska odprava je dosegla prvi skok na približno 8500 metrih. In tam so našli nekaj nenavadnega. Videli so žensko, ki je sama naslonjena na skalo. Njena jakna je bila odprta in ni nosila plezanega pasu, kar je bilo na 8500 metrih popolnoma nesmiselno. To je bila Francis Arsentjev. In ko so se približali, so videli nekaj, česar nikoli ne bodo pozabili.
Francesine oči so bile odprte, vendar niso bile osredotočene na nič. Njene zenice so bile preprosto razširjene, velike črne krogle, ki niso reagirale na svetlobo. To je znak hude poškodbe možganov. Njeni prsti so bili popolnoma zmrznjeni, potem ko je preživela noč izpostavljena na 8620 metrih nadmorske višine. Tkivo v njenih rokah je kristaliziralo. Enako je bilo z njenimi stopali. Poročilo uzbeške odprave jih opisuje kot neuporabne. To je vljuden način, da rečeš, da so bila uničena. Ni mogla hoditi, ni mogla stati. Ni mogla niti obremeniti nog. Ko so ji plezalci poskušali nadeti kisikovo masko na obraz, je ni mogla obdržati na obrazu. Njene zmrznjene, nerodne roke so nerodno segale po njej in jo strgale dol. Tako izgleda možganski edem na veliki nadmorski višini, v napredovalih fazah po 30 urah izpostavljenosti na skoraj 8500 metrih. Njeni možgani so jo tekali v lobanji zaradi pomankanja kisika. Oteklina ji je uničevala motorično kontrolo, sposobnost usklajevanja rok, nog in gibanja. A njene zavesti še ni uničila. Bila je pri zavesti. Videla je ljudi, slišala je glasove, le svojega telesa ni mogla pripraviti do tega, da bi naredilo, kar je potrebovala. Bila je v vsakem pomembnem smislu že mrtva. Njeno telo tega še ni dojemalo. Uzbeški plezalci so poklicali v bazo in se posvetovali z zdravniki odprave. Dali so ji zdravila, dali so ji dodaten kisik s pretokom 4 litrov na minuto. Masirali so ji noge in roke ter obupano poskušali ponovno vzpostaviti prekrvavitev v njenih zmrznjenih okončinah. Nič. Ni kazala nobenih znakov izboljšanja. Morali so sprejeti odločitev. Ne pozabite, tudi sami so bili na poskusu vzpona na vrh. Plezali so že od predzorov in imeli so morda le še nekaj ur moči, da bi dosegli vrh in se varno vrnili nazaj. Zato so razdelili svojo ekipo. 3 plezalci so nadaljevali proti vrhu, medtem ko sta 2 ostala s Francisom. V naslednjih nekaj urah sta tista 2 plezalca poskusila vse, kar sta se lahko spomnila, a eden za drugim sta morala sprejeti isto nemogočo odločitev. Morala sta misliti na svoje preživetje. Zmanjkovalo jima je kisika, njuni telesi sta začeli popuščati. Zato sta Frances pritrdila na fiksne vrvi na gori. Preverila sta, da kisik teče v njeno masko, nato pa sta jo zapustila in odšla proti vrhu. Ob 18:20, ko je sonce zahajalo, sta 2 uzbeška plezalca na poti navzdol po osvojitvi vrha naredila še zadnji poskus, da bi jo rešila. S pomočjo vrvi sta poskušala Francisko spustiti po gori navzdol. Uspelo jima jo je premakniti približno 80 metrov nižje. Zdelo se je, da jo bosta počasi, a zanesljivo pripeljala na varno. Toda potem je Francis začel dobivati krče. Višinski možganski edem je dosegel kritično točko. Plezalci je niso mogli več premikati. Če bi jo poskušali spuščati, medtem ko je imela krče, bi zdrsnila iz vrvi, padla bi. In tudi če bi jo nekako uspeli spraviti dol, bi fizični napor vlečenja človeka z napadi po gori verjetno povzročil njeno smrt hitreje, kot če bi jo pustili pri miru. Zato so Frances še zadnjič pritrdili na vrv. Preverili so, ali ji kisik še vedno teče, nato pa so se spustili vse večjo temo in jo pustili pod tisto majhno skalo na približno 8425 metrih nadmorske višine. Kaj drugega bi lahko storili? In zdaj je bila Frances resnično sama na 8425 metrih privezana na vrv na pobočju Everesta. Ko je sonce izginilo, se je temperatura spustila in tema je prekrila goro. Na tej točki je bila nad 8200 metri že skoraj 6 dni. Ko so prvi 3 uzbeški plezalci ob 18. uri dosegli tabor 6. Našli so Sergeja in mu povedali, kaj so odkrili. Tvoja žena je živa. Je na 8500 metrih. Ne more se premikati. Sergej ni okleval. Tako je začel priprave, da se povzpne nazaj in reši svojo ženo. Uzbeška ekipa je poskušala pomagati, dali so mu jeklenko s kisikom, čaj in zdravila. Vse, kar bi jima lahko dalo priložnost. Ko se je vzpenjal, je srečal Olega Grigorjeva, še enega uzbekistanskega plezalca, ki se je spuščal proti taboru 6:20:40. Sergej ga je vprašal, je Fran tukaj? Grigorjev je odgovoril, še vedno je živa.
in Sergej je nadaljeval s plezanjem navzgor v temo proti njej. To je bilo zadnjič, da ga je kdo videl živega. Kaj se je zgodilo v noči na 23. maj 1998, je prav tako skrivnost. Nimamo prič, le dokaze, ki so jih kasneje našli in pripovedujejo le delno zgodbo. Vemo, da je Sergej prišel do Francisa. Njegov cepin in vrv so našli približno 45 do 60 metrov stran od mesta, kjer je naslednje jutro ležal Francis, kar pomeni, da mu je uspelo. Ne vemo, ali je vedela, kdaj je prispel. Ne vemo, kaj je rekel ali kaj mu je rekla ona. Ne vemo, kako dolgo je ostal pri njej ali kaj je poskušal narediti. Vemo pa, da je Sergej nekega trenutka tiste noči padel. Ali je šel po več kisika, ali je poskušal poiskati pomoč, ali pa je preprosto izgubil tla pod nogami v temi in izčrpanosti. Nikoli ne bomo vedeli. Umrl je nekje na tisti gorski strani, približno 225 metrov pod mestom, kjer je ležala Francis, in jo tako ponovno pustil samo. Naslednje jutro, 24. maja, je drugi val plezalcev našel Francis še živo. Zdaj je bila že skoraj 6 dni nad 8200 metri in približno 36 ur izpostavljena odprtemu zraku nad 8500 metri. Uzbeški plezalec Elias Dukvatalin jo je prvi dosegel okoli 7:50 zjutraj. Za njim je sledila južnoafriška odprava, ki so jo sestavljali Ian Woodall, Cathy O'Dowd in 4 šerpe. Cathy se je posebej približala in pogledala Francis v obraz in to, kar je videla, je ostalo v spominu do konca življenja. Francesina koža je bila mlečno bela in popolnoma gladka, kot porcelanasta lutka. Njene oči so zrle navzgor, neosredotočeno, z zenicami kot ogromne temne praznine. Njeni dolgi temni lasje so se razlili čez sneg. Izgledala je mirno, a vendar je umirala na najpočasnejši, najbolj krut način. Ian Woodall in Sherpa Zhangbu sta poskušala Frances postaviti po konci. Če bi lahko vsaj delno nosila težo na svojih nogah, je bil načrt, da bi jo podprla 2 plezalca in ji pomagala pri hoji navzdol ali pa jo vsaj premaknila na varnejši položaj. Ko sta jo dvignila, so se ji noge sesedle pod njo kot špageti. Bile so popolnoma uničene po več kot 30 urah izpostavljenosti. In takrat je Frances začel govoriti. Ne zapusti me. Sem Američan. Sem Američan. Zakaj mi to delaš? Potem se je vrnila na začetek. Ne zapusti me. Sem Američan. Zakaj mi to delaš? Znova in znova, brez povoda, neodziven na njihova vprašanja ali njihove glasove. Ni jim odgovarjala, ni se odzivala na to, kar so govorili. Samo ponavljala je iste 3 fraze v krogu, kot pokvarjena plošča. O'Dowd je z grozo spoznal, da Frances v resnici sploh ni komunicirala. Ni odgovarjala. Izgovarjala je le drobce besed. To so bile umirajoče besede umirajočih možganov. Kot stroj, ki se je zataknil v zanki, je njen ponavljal edine besede, do katerih je še imel dostop. O'Dowd in Woodall sta z njo preživela skoraj 1 uro. Dali so Frances čaj in poskušali spraviti toplo tekočino v njo. Ponovno so ji pregledali noge, jih masirali in iskali kakršenkoli znak delovanja, kakršenkoli znak, da bi jih lahko premaknila. Naredili so vse, kar so lahko. Ni bilo dovolj. Bila je že v prehudem stanju in morali so poskrbeti zase. Zato so odšli. Poravnali so se obrnili stran in se spustili dol. Franciska je bila spet sama in je že tretjič v 24 urah opazovala, kako ljudje odhajajo od nje. Minevale so ure. Sonce se je premikalo po nebu. Temperatura je ostala neusmiljeno nizka, Franciska pa je bila še vedno privezana na tisto vrv. Njeno telo je počasi ugašalo, medtem ko je njena zavest vztrajala. Pozneje tistega jutra so do nje prišli šerpe. Našli so jo še živo, še vedno je izgovarjala iste stavke. Ne zapusti me. Sem Američan. Zakaj mi to delaš? Približno ob 10:55 dopoldne. 24. maja 1998 je umrla Frances Argentiev. Na prostem je bila približno 48 ur do tega trenutka. Opazovala je, kako ljudje prihajajo, poskušajo pomagati in odhajajo. In umrla je z zavedanjem, na kakršnikoli ravni zavesti je še ostala, da se nihče ne bo vrnil. Stara je bila 40 let.
Če pogledamo nazaj, je jasno, kaj je ubilo Francisa in Sergeja. Ni bila smola. Ni bilo vreme. Ni bila nesposobnost ali nepremišljenost. Sergej je to že naredil prej. Imel je izkušnje, imel je znanje. In Francis mu je popolnoma zaupal. Toda tisto, kar je delovalo za Sergeja samega leta 1990, ni upoštevalo spremenljivk, s katerimi so se soočili leta 1998. Francis še nikoli ni plezal na 28.000 čevljev visoko goro. Razlika v izkušnjah je bila ogromna. Ko so 22. maja prišli do svojega tretjega poskusa vzpona na vrh, so že predolgo časa preživeli v coni smrti. Pozni vzpon na vrh jih je prisilil v nenačrtovan spust. Nenačrtovan spust je povzročil ločitev pa smrt. Na Everestu tako izgleda uspeh. Vreme je stabilno, vrvi so pritrjene, vrh je blizu in vrsta se premika. Don Cash dela točno to, kar mora. Ne paničari, ne zaostaja, samo čaka. To, da nad 8000 metri čakanje ni nevtralno. Vsaka minuta te stane nekaj, česar tvoje telo ne more nadomestiti. Tukaj zgoraj je čas kisik in kisik je preživetje. Vrsta pred njim se upočasni, nato ustavi. Na prvi pogled ni videti nič narobe. Ni nevihte, ni zrušitve, ni izrednih razmer. Prav to naredi ta trenutek tako neverjetno grozljiv. Do konca te zgodbe boste razumeli, kako vas lahko upoštevanje vseh pravil na Everestu še vedno pusti ujete, brez poti navzdol. 21. maj 2019, dan, zaradi katerega so strokovnjaki sezono plezanja 2019 poimenovali leto, ki je zlomilo Everest. Sliši se pretirano, a ko vam bom povedal zgodbo Dona Casha, boste razumeli, zakaj to ni bila pretirana izjava. Don je bil 55-letni prodajni direktor iz Sandyja v Utahu. Odraščal je kot kmečki fant v Novelty v Ohaju in že kot otrok je bil Don drugačen. Pri 15 letih si je že sam kupil motocross motor, Volkswagna in poltovornjak. Tudi kot najstnik je bil Don vedno neodvisen, vedno je iskal naslednjo priložnost. Po srednji šoli je upravljal misijon Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni v Tajpeju in Oaklandu. Tam je razvil svojo delovno etiko in disciplino. Ko se je vrnil, je diplomiral iz marketinga s stransko smerjo iz kitajščine na univerzi v Utahu. In medtem, ko je bil tam, je spoznal svojo bodočo ženo, Monette Clayton. Poročila sta se leta 1986 in v naslednjih 33 letih sta skupaj gradila življenje. 4 otroci, 3 vnukinje in dom v Sandyju. Preprosto življenje, ob katerem ne bi ravno pomislili na gore. Splezel je celo po korporativni lestvici, od izjemno uspešne prodaje v tehnološkem sektorju, kjer je podjetjem pomagal povečati prihodke na $100 milijonov, do tega, da je postal podpredsednik podjetja BMC Software za svetovno notranjo prodajo. Njegovo osebno vodilo je bilo preprosto. Moj uspeh izhaja iz uspeha drugih. In vsi, ki so delali z njim, so rekli isto. Don te je prepričal, da lahko dosežeš karkoli. A nekje na poti se je Don zaljubil v gore. Ko je enkrat začel plezati, ni mogel nehati. Postavil si je cilj preplezati 7 vrhov, najvišji vrh na vsaki celini. Popolno nasprotje njegovega vsakdanjega življenja. V zgodnjih 2000-ih je osvojil Kilimandžaro v Afriki, visok 19.350 čevljev. 41 čevljev, nato Aconcagua na jugu, potem Elbrus v Evropi in Karstensova piramida v Oceaniji. Do januarja 2019 je Don osvojil 6 od 7 vrhov, vendar je bila njegova pot do tega dosežka iskreno ena najbolj brutalnih, kar sem jih raziskoval. Naprimer, na Denaliju na Aljaski, najvišjem vrhu Severne Amerike, je Donov vzpon na vrh trajal veliko dlje, kot bi moral, ker Don ni bil rojen športnik. Ni bil hiter, imel pa je nekaj drugega. Njegov sin Tanner je kasneje opisal očetov slog plezanja takole. Ni hiter, a nikoli ne odneha, zelo trdo dela. In na Denaliju ga je ta odločnost pripeljala na vrh. Toda zaradi nje je tam ostal predolgo. Ko je začel se stopati, je bila škoda že narejena. Ozeblind so zajele 3 prste na njegovi desni roki. Zdravniki so jih morali kasneje amputirati. Večina ljudi bi to vzela kot opozorilo gore in premislila, morda si našla varnejši hobi. Don ne. Naredili so mu protetične nadomestke in jih je nosil na verižici okoli vratu, kot iztočnico za pogovor. Svojo amputacijo je spremenil v šalo, kot dokaz, da ga nič ne more ustaviti. Po izgubi prstov je ljudem rekel, vsaj prišel sem na vrh.
Januarja 2019, le 4 mesece pred Everestom, je Don osvojil svoj 6. vrh, Vinson na Antarktiki. Na višini 16.050 čevljev je to najvišji vrh na celini in ena najbolj odročnih gora na svetu. Na tej odpravi je bil tudi plezalec po imenu Peter Lowry iz Kolorada. On in Don sta si med vzponom delila šotor in na Vinsonu se je zgodilo znova. Tokrat je ozeblina napadla Donov nos. Peter je opazoval, kako je tkivo začelo odmirati. Kasneje je povedal, da se je Don v bistvu poslovil od svojega nosu in vseeno nadaljeval z vzponom. Vzorec je bil jasen. Don je vedno šel čez svoje meje. Njegovo telo je plačalo ceno, Don pa je to preprosto prezrl in nadaljeval. Zanj to ni bila nepremišljenost, to je bilo tisto, kar je bilo potrebno. Ko so ga ljudje vprašali, ali ima željo po smrti, je samozavestno odgovoril. Pravzaprav je ravno nasprotno. Imam željo po življenju. Želim živeti svoje življenje čim bolj polno. In včasih to vključuje premišljeno tveganje. Življenje je kratko, brez obžalovanj. Ko se je Don konec januarja 2019 vrnil z Vinsona, mu je manjkalo del nosu, a je osvojil svoj 6. vrh. Ostala mu je še ena gora, Everest. To je bil zadnji vrh, vrhunec vsega, za kar je delal, in Don je bil odločen, da dokonča, kar je začel. Tako je januarja 2019 Don naredil nekaj izjemnega. Odpovedal se je svoji službi podpredsednika v podjetju BMC Software. Po 25 letih vzpenjanja po korporativni lestvici je odšel, da bi se povzpel na najvišjo goro na svetu. Na LinkedInu je celo objavil 5-mesečni dopust in si nadel nov naziv – glavni izvršni alpinist. Njegov načrt je bil preprost. Vinson januarja, Everest aprila in maja, nato pa junija vrnitev in začetek naslednjega poglavja kariere. Don je mislil, da je njegov načrt nezmotljiv. Ni imel pojma, kaj mu je sistem pripravil. Kratek ovinek v tem kaosu. Da bi razumeli, kaj se je zgodilo Donu, morate razumeti, kaj se je dogajalo na Everestu leta 2019. Ker to ni bila le še ena plezalna sezona. To je bilo leto, ki ga strokovnjaki danes imenujejo leto, ko se je Everest zlomil. Najprej je bilo preprosto preveč ljudi. Nepal je tisto pomlad izdal rekordnih 381 dovoljenj za plezanje tujcem. Vsako dovoljenje stane $11,000. To pomeni 4,2 milijona dolarjev, ki jih nepalska vlada prejme samo iz naslova pristojbin za dovoljenja. Zdaj si morda mislite, v redu, ampak zagotovo imajo določene standarde, kaj ne? Zagotovo moraš dokazati, da si usposobljen za vzpon na najvišjo goro na svetu. Tukaj je, kaj si potreboval za pridobitev dovoljenja leta 2019. $11,000 in zdravniško potrdilo, da si zdrav. To je vse. Nič dokazov, da si že kdaj plezal na kakšno goro. Nobene zahteve, da si že osvojil kakšen vrh. Vse, kar si potreboval, je bilo, da ti je zdravnik podpisal list papirja, da ne boš doživel srčnega napada. In seveda denar. Tako si imel 381 ljudi z dovoljenji, plus vse njihove šerpe in vodnike. To je na tisoče ljudi na gori. A postane še huje, ker je v začetku maja nepričakovan ciklon zajel Himalajo. In to je pomenilo, da so se ekipe, odgovorne za nameščanje vrvi po gori, zamaknile. Ekspedicije, ki so bile pripravljene na vzpon, so morale čakati. Vsi so obtičali v baznem taboru, opazovali vreme ter izgubljali čas, denar in kisik. Ko je nevihta končno minila in so se razmere izboljšale, so vremenske napovedi pokazale nekaj zaskrbljujočega. Na voljo bo le 5 dni, ko bodo vetrovi dovolj mirni za varen poskus vzpona na vrh. Za primerjavo, leta 2018 je bilo 11 zaporednih dni z dobrim vremenom, pa so se kljub temu zgodile nesreče. V običajni sezoni se lahko odprave razporedijo. Nekatere ekipe grejo zgodaj, nekatere ekipe grejo pozno. Vsak dobi svojo priložnost brez gneče. Toda leta 2019 so morali vsi iti naenkrat. In to je bil velik problem, ker plezanje na Mount Everest ni kot plezanje na običajno goro, kjer lahko preprosto hodiš do vrha. Pot navzgor je v večini primerov enosledna steza. Obstajajo odseki, kjer lahko gre le ena oseba naenkrat. Pripneš se na fiksne vrvi in čakaš na svojo vrsto. V običajnem letu je bila to v bistvu manjša motnja. Morda 50 ali 60 ljudi poskuša doseči vrh ob lepem vremenu. Malo počakaš, se premakneš. Spet počakaš, se premakneš. Je počasno, ampak gre naprej. Toda leta 2019 je več kot 320 plezalcev poskušalo doseči vrh v istem kratkem časovnem obdobju. To je bil popoln splet najslabših okoliščin. Toda Don tega ni vedel. Vržel je, da je v dobrih rokah in to prepričanje ga je stalo življenja. Kaj je Dona naredilo tako samozavestnega? Zakaj je verjel, da ga bo sistem zaščitil?
Odgovor je preprost. Opravil je domačo nalogo. Najel je strokovnjake. Upošteval je pravila. To ni bil Donov prvič v Himalaji. Že leta 2090, let pred njegovim poskusom Everesta, je Don s svojo ženo in 4 otroki obiskal bazni tabor Everesta. Skupaj so se povzpeli na višino 17.000 čevljev, da bi lahko videli goro, da bi razumeli, kaj bo Don nekoč poskušal doseči. Skupaj so brali knjige o Everestu, gledali dokumentarce. Njegova družina je poznala tveganja. Ali pa so mislili, da jih poznajo. Za to odpravo na Everest je Don najel Pioneer Adventure, nepalsko podjetje z večletnimi izkušnjami na gori. Ni bila najbolj prestižna storitev, ki je bila na voljo, a tudi najcenejša ni bila. Za vzpon je plačal okoli $35,000. Njegova vodnika sta bila Lakpa Nurbu Sherpa in Pasong Tenzing Sherpa. Oba sta bila izkušena plezalca in profesionalca, ki sta večkrat osvojila Everest. Noč pred odhodom v Nepal v začetku leta 2019 je Don napisal še zadnji zapis v svoj dnevnik hvaležnosti. Napisal je: "Danes sem hvaležen za svojo družino. Za vsak slučaj, če je to moj zadnji zapis hvaležnosti, ker bi se na Everestu lahko zgodilo kaj slabega, želim, da vsi vedo, koliko imam rad svojo ženo, svoje otroke in vso svojo družino ter prijatelje. Živel sem odlično življenje, Bog me je blagoslovil, nimam obžalovanj. Kmalu se bomo spet videli." Don se je sprijaznil z možnostjo, da bi lahko umrl na Everestu. Razumel je tveganja, plazovi, razpoke, nevihte, cona smrti. Toda to, kar se je Donu kmalu zgodilo, si nihče ni mogel predstavljati. 21. maj 2019 zvečer, tabor 4 na južnem sedlu, 7925 metrov nadmorske višine. Don je stal pred svojim šotorom in še zadnjič preverjal svojo opremo. Kislikova maska, naglavna svetilka, dodatne baterije. Okoli njega so tudi drugi plezalci počeli enako. Zrak je bil tam zgoraj zelo redek. Vsak vdih se je zdel plitek, nepopoln. To je bil njegov trenutek, njegov zadnji vzpon na vrh, da zaključi desetletno iskanje. Don je pogledal proti gori in tisto, kar je videl, bi ga moralo pomiriti. 150 čelih svetilk se je v temi vila po gori, ena nad drugo kot svetliča črta, ki je izginjala v črno nebo. Vsi te ljudje, vse te ekipe, vsi ti vodniki, ni bil sam. Zdelo se je varno, organizirano. Po 18. uri. Don si je priklopil kisik, prilagodil nahrbtnik in začel plezati s svojima vodnikoma, Lakpa Nurbu in Pasang Tenzingom. Začel se je zadnji vzpon proti vrhu. Načrt je bil preprost. Plezati skozi noč, doseči vrh ob sončnem vzhodu in se spustiti z dovolj dnevne svetlobe. Običajen vzpon na vrh traja 8 do 10 ur v obe smeri. To je tisto, kar telo prenese v coni smrti. Don se je premikal točno tako, kot je rekel njegov sin Tanner, počasi in vztrajno, a nikoli ni ustavil. Ena noga pred drugo, vzpenjajoč se skozi temo. A ko se je vzpenjal, je začel naletavati na nekaj, kar je vse skupaj še poslabšalo. Tista vrsta, ki jo je videl pred vzponom na vrh, je bila prometni zastoj. Na tehničnih odsekih, kjer so se morali plezalci pripeti na fiksne vrvi in premikati eden za drugim, so ljudje čakali. Samo stali so tam. Na 8200 metrih, na 8500 metrih so čakali na svojo vrsto, da se premaknejo, medtem ko jim je kisik pojenjal. Tam zgoraj je kisik čas. Na Hilarijevi stopni, 24 metrov visoki skoraj navpični skalni steni, tik pod vrhom, je bilo še huje. Ta ozek odsek je lahko sprejel le enega plezalca naenkrat. Plezalci, ki so šli gor, so morali čakati na tiste, ki so se spuščali. Plezalci, ki so se spuščali, so morali čakati na tiste, ki so šli gor. Zamude so se vlekle tudi do 2 ur, včasih še dlje, in medtem ko je Don čakal, je sonce še naprej vzhajalo. Nebo se je iz črne obarvalo v temno modro, nato oranžno in nato v polno dnevno svetlobo. Ko se je vrsta končno spet začela premikati, je minilo že več ur. Nekateri plezalci so se obrnili nazaj, a Don je vztrajal, saj je bil vrh tik pred njim, le še dobrih 100 metrov. In končno, okoli 5:30 zjutraj 22. maja, ko je sonce ušlo nad Himalajo, je Don Cash končno dosegel vrh Mount Everesta. 8848 metrov nad morsko gladino. Najvišja točka na Zemlji. Leta sanjanja so se končno uresničila. Don je takoj z drhtečimi rokami vzel svoj satelitski telefon. Dihal je v kratkih sapek skozi svojo kisikovo masko. Povezava je šumela. Ko se je oglasil njegov sin Tanner, je bil Donov glas poln čistega veselja. Tako sem blagoslovljen, da sem na gori, o kateri sem bral zadnjih 40 let. Don je bil zagotovo prevzet od čustev in iskreno, ni težko razumeti zakaj.
Si lahko predstavljate 40 let branja o tej gori, desetletja gledanja fotografij, mesece sanjarjenja o tem, da bi stal na vrhu sveta. 600 osvojenih vrhov, izgubljeni 3 prsti, del nosu je izginil. Vse to je vodilo do tega trenutka. To je bil vrhunec, ciljna črta, vse, čemur se je odpovedal, vse, za kar je delal, vse, v kar je verjel, o tem, kaj pomeni živeti polno, je bilo vredno. Don je odložil telefon in se ozrl naokoli. Himalaja se je razprostirala vse smeri pod njim. Nebo je bilo jasno, sonce je vzhajalo, uspelo mu je. Izvlekel je fotoaparat in začel fotografirati. Molivne zastavice so plapolale v vetru, razgled v vse smeri. Prav tam, medtem ko je fotografiral, so Donu popustile noge. Padel je naprej v sneg. Na vrhu sveta, brez kakršnega koli opozorila, se je Don Cash, človek, ki nikoli ni odnehal, ustavil. Najverjetneje se je zgodilo takole. Don je plezal več kot 12 ur, 4 do 6 ur dlje kot običajno, in v tem času je njegovo telo umiralo. Ker nad 8000 metri ste v tistem, kar plezalci imenujejo cona smrti. Ime pove vse. Na tej višini v zraku ni dovolj kisika, da bi človek preživel. Vaše telo se začne ugašati, vaše celice stradajo, vaše možgane zateka, vaša kri se zgosti in kisikova matematika je neusmiljena. Pri visokih pretokih standardna 3-litrska jeklenka s kisikom zdrži 3-4 ure. Donov 12-urni vzpon je pomenil, da je porabil 3-4 jeklenke samo za vzpon na vrh. Njegovo telo je doseglo svojo mejo. Potem pa še čas na vrhu. Telefonski klic, fotografije, preplavljajoč občutek ponosa in dosežka, vse to med tem, ko stojiš na 1 meter širokem vrhu. Ko je padel, sta njegova 2 šerpa vodnika, Lakpa Nurbu in Pasong Tenjing, skoraj takoj pokleknila poleg njega. Začela sta s oživljanjem in stiskanjem prsnega koša na 8848 metrih, kjer je zrak tako redek, da te pljuča pečejo pri vsakem vdihu. To je zelo tvegano, a tudi nič ne narediti bi bilo tvegano. Povečala sta mu pritisk kisika, masirala njegove okončine, naredila sta vse, da bi ga oživila. In neverjetno, uspelo je. Donove oči so se odprle, videl ju je, lahko je komuniciral. Si lahko predstavljate olajšanje šerp v tistem trenutku? Oživili so ga, bil je živ, bil je pri zavesti. Potem pa so mu poskušali pomagati vstati in Don preprosto ni mogel. Njegove noge niso delovale. Don je bil pri zavesti, videl je. Lahko je govoril, a njegovo telo je popolnoma odpovedalo. In na 8848 metrih je bila to smrtna obsodba, kajti če ne moreš hoditi, ne moreš se stopiti. In če ne moreš se stopiti, umreš. Ali zdaj ta prometni zastoj ima smisel? Šerpe so morale sprejeti odločitev. Lahko bi ostali z Donom na vrhu, poskusili karkoli in upali, da si bo opomogel, pri tem pa vedeli, da bodo vsako minuto, ko bodo tam, vsi 3 počasi umirali, ali pa bi ga lahko poskusili spraviti dol. Odločili so se, da ga spravijo dol. To je bila zdaj skoraj nemogoča naloga. Premikanje unesposobljenega plezalca v coni smrti na izjemni nadmorski višini zahteva izjemno moč in pogum. Toda Lakpa Nurbu in Pasong Tenjing nista oklevala. Začela sta vleči Dona z vrha navzdol. Uspelo jim je preplezati 24 metrov navpično navzdol, 24 metrov od mesta, kjer je Don dosegel svoje sanje. Prišli so do Hillarjeve stopnice. In prav tam se ta zgodba iz srce parajoče spremeni v eno najbolj brutalnih smrti, kar sem jih kdaj raziskoval. Ko sta Lakpa Nurbu in Pasong Tenjing skupaj z Donom dosegla Hillarjevo stopnico, ju je stisnilo pri srcu, ko sta videla, kaj ju čaka spodaj. Videla sta kolono več kot 200 plezalcev v eni vrsti. Vsi so šli gor po gori. Zapomnite si, na Hillarjevi stopnici je samo ena fiksna vrv. Naenkrat lahko gre samo ena oseba. Če nekdo pleza gor, moraš čakati. Če nekdo pleza dol, moraš čakati. V normalnih razmerah bi morda čakal 10 minut, 15 minut. Je nadležno, ampak obvladljivo. Tokrat pa je več kot 200 plezalcev poskušalo skozi isti ozek odsek. Lakpa Nurbu in Pasong Tenjing pa nista mogla mimo njih. Nista se mogla preriniti skozi. Nista mogla prenesti Dona okoli vrste. Edina pot do varnosti je bila blokirana. Zato so čakali na svojo vrsto, medtem ko je Don ležal v snegu med njima na višini 8770 metrov. V coni smrti bi Pioneer Adventure kasneje poročal, da so na svojo vrsto čakali vsaj 2 uri. 2 uri. Pomislite, kaj to pomeni. Tabor 4 z zavetjem, medicinskimi zalogami in možnostjo, da stabilizirajo Dona, je bil le 820 metrov nižji od njih.
V normalnih razmerah je to 4 do 6 ur spusta, vendar se niso mogli premakniti. Ne zaradi naravnih pogojev, ampak zaradi nesreč, ki jih je povzročil človek. In medtem, ko so čakali, je Don umiral. Šerpe so naredile vse, kar so lahko. Donu so dale svoj kisik in žrtvovale svojo lastno možnost preživetja, da bi ga skušale ohraniti pri življenju. V brutalnem vetru so ga skušali čim bolj ogreti. Pogovarjali so se z njim, poskušali so ga ohraniti pri zavesti. Toda kruta resničnost smrtne cone je, da tvoje telo tam zgoraj lahko preživi le določen čas. Don je bil že več kot 12 ur nad višino 7925 metrov. Njegova telesna temperatura je padala. Mraz na tej višini, v kombinaciji z izčrpanostjo, je povzročal, da mu je telo odpovedovalo. Sistem za sistemom. Šerpe so ga ves čas preverjale, ga skušale ohranjati pri zavesti, a ko so minute prehajale v ure, so videle, da peša. Upale so, da bo zdržal, ker je bilo to vse, kar so lahko storile. Upanje, da se bo vrsta premaknila in da ga bodo lahko spravili do tabora 4, preden bo prepozno, a vrsta se ni premikala dovolj hitro. In potem, nekje v tistih 2 urah čakanja, je Don drugič omedlil. Šerpe so takoj znova začele s oživljanjem. Ponovno stiskanje prsnega koša, ponovno kisik. Vse, kar so naredili prej, ga je prvič vrnilo nazaj. A tokrat ni bilo odziva. Donove oči se niso odprle, njegov prsni koš se ni dvignil. Njegovo telo ni reagiralo. Tokrat je bilo konec. Donald Lynn Cash je umrl na Hillaryjevem stopu, 24 metrov od mesta, kjer je dosegel svojo 40-letno sanje, 823 metrov nad varnostjo. Ni umrl zaradi plazu, ne zaradi padca, niti zaradi nevihte, ne zaradi nobenega od tveganj, na katera se je pripravil in z njimi sprijaznil. Umrl je v prometnem zastoju na Mount Everestu, ko je čakal v vrsti, medtem ko je njegovo telo odpovedovalo. Medtem ko sta 2 šerpa, ki sta tvegala svoje življenje, da bi ga rešila, nemočno opazovala. Sistem, ki mu je vzel $35,000 in mu izdal dovoljenje, ga ni mogel spraviti živega dol. Žalostno je, da Don ni bil edini, ki je tisto sezono umrl. Spomladanska sezona leta 2019 je na Everestu vzela življenje 11 plezalcem. 4 so bili indijski državljani, 2 Irca, 2 Američana, vključno z Donom, 1 Britanec, 1 Avstrijec in 1 Nepalec. In te smrti so imele nekaj zaskrbljujočega skupnega. Večina jih je umrla zaradi izčrpanosti, ker so obtičali v prometnih zastojih, ker jim je zmanjkalo kisika med čakanjem v vrsti. A obstaja ena srhljiva podrobnost glede Donove smrti. Se spomnite Petra Lowryja, plezalca, ki je z Donom delil šotor na gori Vinson in ga gledal, kako se je 4 mesece prej poslovil od ozeblin s poljubom na nos. Peter je osvojil Everest 23. maja, dan potem, ko je Don umrl. In na poti navzgor je šel mimo Donovega telesa, ki je bilo še vedno v njegovem svetlem puhovcu, s škornji na pol prekritimi snegom, mrtev manj kot 24 ur. Peter je novinarjem povedal: "Mislil sem, da bom videl trupla izpred 5, 10, 20 let, ne iz te sezone. Nisem se psihično pripravil na to, da bom videl ljudi, ki so umrli pred manj kot 24 urami. 4 mesece prej so si delili šotor, delili zgodbe, delili sanje. Zdaj je Peter na poti proti vrhu stopal čez njegovo truplo. To je postal Everest. Kako se je to zgodilo? Kako lahko gora, na katero so se povzpeli že več tisočkrat, postane smrtna past? Odgovor ni gora, ampak ekonomija. Nepalsko ministrstvo za turizem ne meri uspeha po tem, koliko plezalcev se vrne domov živih. Tega ne spremljajo, spremljajo pa prihodke. Turizem predstavlja približno 7% celotnega BDP Nepala. To je 40,000 do 50,000 sezonskih delavcev, katerih preživetje je odvisno od Everesta. Nepalska vlada je leta 2019 zaslužila $4,200,000 od dovoljenj. Vendar je to šele začetek. Plezalci porabijo denar za vodnike, opremo, nosače, hrano in prenočišča. Skupni gospodarski vpliv dosega več $100 milijonov. Torej, ko ljudje vprašajo, zakaj Nepal ne uvede strožjih zahtev, je odgovor preprost. Tega si ne morejo privoščiti. Vsaka omejitev, ki jo dodajo, jih stane denarja. Vsak plezalec, ki ga zavrnejo, pomeni izgubljen prihodek. In za državo, kjer je povprečni letni dohodek okoli $100, to ni odločitev, ki bi jo lahko zlahka sprejeli. Ta problem se kaže v tem, kako Nepal izvaja svoje predpise, oziroma, bolje rečeno, kako jih ne. Po smrtih leta 2019 je Nepal napovedal nova pravila. Plezalci bi morali dokazati, da so osvojili vrhove, višje od 18,000 čevljev. Vodniška podjetja bi morala imeti 3 leta izkušenj z organizacijo visokogorskih odprav. Slišalo se je impresivno, resno, kot da Nepal končno jemlje varnost resno.
A nekateri strokovnjaki so to imenovali zgolj predstavo za javnost, predloge zasnovane tako, da so videti kot ukrepanje, ne da bi dejansko kaj spremenili. Imeli so prav. Prepoved solo plezanja je bila uvedena leta 2017, nato ponovno uvedena leta 2019, potem spet leta 2023 in nato še enkrat leta 2025. Nikoli ni bila uveljavljena. Zahteve glede izkušenj so bile predlagane večkrat, vendar nikoli uveljavljene. Vzorec je jasen. Vsakih nekaj let pride do tragedije, nato sledi ogorčenje, potem obljube, nato pa vse po starem in nato še več trupel. Sezona 2020 je bila odpovedana zaradi COVID-19. Ko so se vzponi nadaljevali leta 2021, je Nepal izdal več kot 400 dovoljenj. Do leta 2023 so izdali rekordnih 478 dovoljenj. V tej sezoni je umrlo 17 do 18 ljudi več kot leta 2019. Sistem, ki je ubil Dona Casha, še vedno deluje popolnoma enako. Donovo telo še vedno leži visoko nad Everestom. Iznos telesa bi stal 40 do 70 tisoč dolarjev. Prav tako bi zahtevalo, da 10 šerp tvega svoje življenja. Njegova družina se je odločila, da tega ne bodo poskušali. Po Donovem osmrtnici je želel, da njegovo telo ostane na gori. Družina nikoli ni tožila Pioneer Adventure ali javno krivila vodnikov. Donov brat je poslal sporočilo v Nepal. Prosim, povejte Norbu in Tensingu o naši globoki hvaležnosti za njun junaški trud, da bi rešila Dona. Plemenitost družine je čudovita, vendar pa njihova plemenitost ne more spremeniti naslednjega. Don se je sprijaznil s smrtjo na Everestu. O tem je pisal v svojem dnevniku. Razumel je tveganja, plazove, ledeniške razpoke, nevihte, vendar se ni sprijaznil s smrtjo v vrsti. Ni bil pripravljen na sistem, ki je bolj cenil dobiček kot življenja. Ni izračunal tveganja, da mu bo 200 ljudi blokiralo edino pot do varnosti. Don je živel polno. Uresničil je svoje sanje in stal na vrhu sveta. Tudi 25 metrov od tega vrha ga je zastoj v koloni ubil. In 5 let kasneje je ta vrsta še vedno tam. Hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu. Bodite pogumni in živite pogumno.